Dobrodošli v oddaji Tema tedna. Tokrat bomo obravnavali temo psihosocialna tveganja na delovnem mestu. Po podatkih Zdravstvenega statističnega letopisa iz leta 2022, ki prikazuje bolniški stalež po vzrokih, namreč delavci v obalno-kraški regiji zaradi duševnih težav in motenj obolevajo pogosteje kot delavci iz drugih regij. Poglejmo podrobneje. Psihosocialni izzivi na delovnem mestu. To je bila letošnja tematika 5. strokovne konference obalnih kadrovskih izzivov, ki so se je udeležili razni delodajalci ter strokovnjaki s področja razvoja človeških virov. Že preteklo leto so načeli temo zdravja zaposlenih in jo letos zaradi velikega zanimanja še razširili ter obravnavali vse od preprečevanja izgorelosti do rehabilitacije zaposlenih. Letos smo tako zelo celovito pristopili k temu problemu, tako da smo najprej pogledali, kakšni so sploh vplivi dela, stresa, obremenitev na človeka. Potem smo pogledali tudi, kako si pomagamo pri izgorelosti, in zdaj v zadnjem delu konference bomo še pogledali, na kakšen način nam lahko pomagajo različni ukrepi in projekti, ki so pač že v državi uvedeni. Pomena duševnega zdravja na delovnem mestu se zaveda vedno več delavcev in delodajalcev, na kar kaže tudi večanje števila udeležencev konference. Prvo leto jih je bilo 30, letos pa se jih je udeležilo kar 80. K zanimanju in širjenju znanja z tega področja pa pripomore tudi Ljudska univerza, ki je soorganizator konference, saj ponuja veliko tečajev o krepitvi duševnega zdravja posameznikov in duševnega zdravja zaposlenih v podjetjih. Med njimi so tečaji zdrave komunikacije, zdravja na delovnem mestu, preprečevanje konfliktov in podobno. Veliko zanimanja je, tako da prav mehke veščine so tiste, ki se zelo hitro zapolnijo, sploh če so to brezplačni tečaji ali pa če je to tečaj, ki ga omogoča podjetje, torej za celoten svoj kolektiv, so to tista izobraževanja, za katera je res ta potreba, ki izhaja iz samega posameznika. Ker včasih imamo take tečaje, kjer je ta motivacija zunanja, recimo kako učenje jezika, ker se ga je treba naučiti, čeprav nam ni všeč, potem tukaj pa res zaznavamo precej te notranje potrebe. Najbolj alarmantno stanje je pokazal Zdravstveni statistični letopis iz leta 2022, ki prikazuje bolniški stalež po vzrokih. Ta kaže, da delavci v obalno-kraški regiji zaradi duševnih težav in motenj obolevajo pogosteje kot delavci iz drugih regij. Po covidu verjetno se tudi malo več o teh stvarih lahko pogovarjamo, je sigurno čas, da začnemo iskati možnosti, kako te situacije pravočasno prepoznavati, pomagati sodelavcem, bližnjim, ki imajo kakršnekoli težave, pravilno to naslavljati in ne si samo zatiskati oči, ker pri duševnih težavah vemo, da je velika stigmatizacija in moramo preseči vse te razloge, zakaj potem ne ukrepati. Podatki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu kažejo, da lahko kar 50 do 60% izgubljenih delovnih dni pripišemo stresu in posledicam neobvladovanih psihosocialnih tveganj pri delu. Najpogostejša psihosocialna tveganja so prevelika ali premajhna zahtevnost in obremenitev dela, premajhen nadzor nad zaposlenimi, nasilje in trpinčenje, slabo upravljanje organizacijskih sprememb, slabi odnosi ter nejasna vloga in odgovornost na delovnem mestu, prav tako pa prenizka podpora vodstva ali sodelavcev. Zelo veliko je že takih vsakodnevnih težav, ki nas iz dneva v dan obremenjujejo, ki potem lahko seveda pripeljejo do tega, da dobimo mogoče tudi kakšno resnejšo bolezen, ampak na začetku je sigurno že stres in tesnoba in slabi odnosi na delovnem mestu in nezadovoljstvo preko greš na delovno mesto, nerazumevanje s sodelavci. In če to dolgo časa traja, sigurno pripelje potem do kakšnih resnejših težav. Mi želimo pomagati ljudem že takrat, ko se tako slabo počutijo, da v naših okoljih začnemo misliti na vse tiste manjše pozornosti in aktivnosti, ki lahko izboljšajo naša delovna okolja, da do teh težav ne pride. Ne pridejo pa vse težave iz delovne organizacije, ne?
naše življenje je prepleteno tudi z našim življenjem, duševnim zdravjem v družini, v popoldanskem času, v socialni mreži, med ljudmi, s katerimi ne samo delamo, tudi živimo. Ne. Je to zelo prepleteno. Posamezniki si lahko pri obvladovanju stresa in preprečevanju izgorelosti pomagajo sami, bodisi z gibanjem, druženjem, počitkom, spanjem in podobno. Lani pa je bila s sprejemom novele Zakona o delovnih razmerjih uzakonjena pravica do odklopa, ki daje delavcu možnost, da delodajalec ne posega v njegov prosti čas v času dnevnega ali tedenskega počitka, izrabe letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti z dela. Tako da sigurno največ lahko naredimo sami. Dejansko pa včasih moramo znati tudi poprositi za pomoč. Mogoče ni treba za prav pomoč težavam duševnem zdravju, za pomoč sodelavca, da ti pač neko delo pomaga narediti, speljati, ali pa da si nekaj naredil narobe, da znaš tudi, da imaš nekje razumevanje na drugi strani, da te stvari lahko prediskutiraš, skomuniciraš z nekom in potem od tam greš potem mogoče malo močnejši, malo lažje naprej. Ne. Je pa to en proces. Ne. Ja. Zelo pomemben vidik je tudi psihosocialna podpora v okviru vračanja na delo po bolezni. Delodajalci se nemalokrat znajdejo v eni zadregi, ali lahko vzpostavijo kontakt, spravi nek določen dialog z osebo, ki je na bolniškem. Po naših izkušnjah je to zelo pomembno, še posebno pri osebah, ki so dalj časa odsotne in ki imajo težave v duševnem zdravju. V teh primerih je zelo pomembno, da je ta dialog vzpostavljen na zelo takten način, se pravi previdno in iskreno. Da delodajalec tudi iskreno na nek način pove, da je kontakt v smislu tega, da bi bilo vračanje na delo lažje za oba in da razume, da pravzaprav dolgoročna odsotnost pomeni tudi veliko straha iz strani delavca in da je vsaka sprememba za ljudi dejansko zelo težka. Na drugi strani je treba nekje tudi ozavestiti, da osebe, ki so na dalj čas, se pravi na bolniški dalj časa in potrebujejo dalj časa za okrevanje, se ne vrnejo na delovno mesto z isto delovno učinkovitostjo kot pred bolniško. Tu rabijo dosti več podpore, dostikrat prilagojen delovni čas, predvsem pa razumevanje, da je možna tudi v podjetju ena postopnost in da so še vedno pomembni del podjetja. V Zavodu za rehabilitacijo in izobraževanje Šent Prima opozarjajo, da imajo delodajalci zato vedno več posluha ter svoj čas namenjajo temu, da bi se zaposleni pri njih dobro počutili. Ne nazadnje smo tudi v situaciji, ko dejansko je dobrega delavca težko dobiti, oziroma je zelo veliko pomanjkanje delovne sile. In bi bila ena res velika škoda, če je oseba, ki ima že določena znanja na delovnem področju, potrebuje pa le malo prilagoditev, da bi na nek način se ji to ne ponudilo, ker v končni fazi je to tudi manjši strošek za delodajalca in lažje je uvesti nazaj osebo, ki že pozna delo, kot nekoga na novo uvajati. Se pa psihosocialna tveganja pojavljajo tudi pri delodajalcih, ne le pri delavcih. Dejansko zelo veliko težav imajo tudi vodstveni delavci in mogoče še največ in tudi težje se sploh nekomu, da imajo te težave, podelijo to mnenje, so bolj osamljeni v vseh teh situacijah. Potem, če je veliko težav na delovnem mestu z samimi obremenitvami, pogosteje potem posegamo po nekih nedovoljenih substancah, alkohol, nedovoljene droge in podobno. Tako da teh težav je med vodstvenimi delavci sigurno zelo veliko in mogoče še večji tabu, tako da se morajo tudi pravzaprav vodja, delodajalec se mora zavedati vseh teh možnih težav in kaj vse je tisto, kar lahko pripelje do tega in dejansko, da pri sebi to tudi mora biti prepozna in si potem na ustrezne načine pomaga.
nismo tle izločeni, nikakor ne. Z dobrim vodenjem in načrtovanjem dela ter ustreznimi ukrepi je možno v vseh delovnih okoljih psihosocialna tveganja preprečiti in obvladovati. Po zakonu je dolžan delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje vseh oblik psihosocialnih tveganj, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev na delovnih mestih. Uspešno obvladovanje psihosocialnih tveganj pogosto tudi ne zahteva velikih sredstev in neobvladovanje teh tveganj na dolgi rok povzroči večje stroške organizaciji zaradi slabše uspešnosti. Podatki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu pravijo, da vsak vložen evro v promocijo duševnega zdravja pri delu povrne od 2,5 do 4,7 evra ali celo do 13,6 evrov zaradi večje funkcionalnosti in zmanjšanja stroškov, kot je recimo bolniška odsotnost. Podatki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj pa kažejo, da znašajo stroški zaradi stresa povezanega z delom in težav z duševnim zdravjem več kot 4% bruto družbenega proizvoda v Evropski uniji. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.